Dajmo to temo kar nadaljevati. Torej, mi imamo nekako opredeljene korake, kako se skupaj z našo stranko lotimo account-based marketinga, pa mogoče, če našteješ najprej te korake, pa gremo pa vsega malo razdelati, pa ugotoviti. Ja, ponavadi se začne s tem, da uskladimo, kdo bo se pravi delal na temu pristopu, a ne vsem sodelujemo s podjetji, ki imajo več ljudi ponavadi v marketingu pa prodaji, pa meni se zdi zelo smiselno, da mogoče začnemo na enem produktni skupini ali pa produktu, se pravi, treba uskladiti, ok, iz marketinga tale, pa teli prodajniki ali pa tale prodajnik, uskladiti neko ekipo. Potem je treba določiti, koga bomo nagovarjali, podjetja, potem je treba določiti, katere ljudi, pač kdo so deležniki v odločitvi, potem je treba sestaviti nek načrt, kakšne vsebine na kakšen način plasirati, poj pa že čisto izvedba, poj pa treba vsakega od teh ljudi kontaktirati, negovati odnos z njimi, tako da to bi bili te nekako koraki. Ok, najprej si rekla, torej, dogovoriti, kdo bo delal na tem, torej, kako izberemo prave ljudi? Ne vem, koliko imamo mi zdaj pri tem veliko odločitve ali pa vpliva. Jaz mislim, da pravi ljudje so tisti, ki so prepoznali v temu pristopu imajo nekako voljo in upanje, da bojo s tem dosegali neke rezultate in so pripravljeni to delati. Pravi ljudje so tisti, ki bojo rekli, ja, daj, jaz bom naredil to, ti boš pa naredil to in skupaj bova prišla do tega cilja. Ne pa mogoče tisti skeptiki, tisti ciniki, tisti, ki so že tako, kva je to zdaj nek account-based marketing. To ne rabimo. Okay. Ne. Verjetno tudi malo odvisno od našega prodajnega portfelja. Če imamo širok prodajni portfelj in imamo različno velike posle, bomo med prodajalci izbrali nekaj dela na ta velikih poslih za account-based marketing, kjer je pač mišljen za večjo prodajo, torej za večje posle ustvarjati. Verjetno tudi v marketingu, če je nekdo bolj, čeprav v marketingu lažje zberemo, ampak zberemo tiste, ki štekajo vsebino, ki razumejo ta poslovni del, jasno je pa tudi to, ja, morajo imeti interes in upanje, oziroma razumeti, da je to, kako to gre. Tako. Ok, drugi korak je bil ICP oziroma iskanje torej te seznama akauntov, ki jih bomo nagovarjali. Tako je, treba je si zamisliti, se pravi, kaj so za nas neke idealne stranke, in čist po nekih, kako bi rekla, lastnostih. Podjetje je take in take velikosti, ima toliko prometa, je v tej industriji, ne vem, na tak način, čistko iz tega praktičnega vidika, ker če si na tak način zapišeš, kakšno je tvoje podjetje, pa greš lahko na poslovne imenike, kot je Bizi in podobno, in dejansko poklikaš, evo, tale podjetje me zanimajo, dobiš ven, evo, to so tvoje potencialne stranke. Niso zdaj vse, zato še zmeri pol malo pregledaš, ampak pač na tak način. Ja. Ampak zdaj, da jih zbereš, podjetje ponavadi ve, kdo so njihove stranke, ampak zdaj, kaj pa res idealna stranka? Kako si lahko pomagaš, da prideš do idealnih strank, mogoče? Ja, lahko pogledaš, kakšni so bili tvoji, ne vem, najboljši posli v zadnjem letu, kjeri so tisti, kakršni bi si želel, da bi še prihajali. Lahko pogledaš, ne vem, kdo recimo že obiskuje tvoje spletne strani, mogoče so to so očitno ljudje, ki so prepoznali nekaj v tebi, pa morda še niso toliko daleč, da bi postali tvoje stranke. Čist drugače se mi zdi to en tak zelo lahek korak, ker po mojem, če vprašaš prodajo, oni točno vejo, to so taka podjetja. Mi najbolj uspešni smo točno pri takih podjetjih v tej industriji, tako pa tako. Tako da jaz bi v bistvu najprej šla do njih, pa bi rekla, kakšne podjetja bi vi radi, pa bi pa šla nazaj kakšne druge variante iskati, kaj še, bi bili naši kriteriji. Ok. Pa rečemo, da smo iz Bizija zbrali seznam kontaktov, ki ustrezajo torej tem demografskim ali pa kakorkoli opisom. Kako pa zdaj izberemo? A so to zdaj že vsi naši target accounti ali še kaj izbiramo? Mislim, jaz bi se sam tako, lahko bi bili vsi, ampak se mi zdi pomembno, da začnemo vsem z dovolj majhnim naborom podjetij, zaradi tega, ker če je to nekaj novega, nekaj, kar bomo delali na drugačen način, pol ne začeti s 1000 podjetij, ker kako bomo to. Tako da dajmo zožati ta nabor na res nekih, ne vem, 10, 100, kaj pa vem, odvisno od tega, koliko ljudi bi na tem delali.
In od tam gremo pol naprej. Začneš z majhnim, pa pol, ko to upeleš, pa lahko razširiš ali skalaš na več. Ja. Mi jih potem še damo včasih v nivoje ABC, čist glede na neko potencialno vrednost in take stvari. Cool. Pol naslednji korak je bil, da se sestavil načrt za te target accounte. Kako to zgleda? Načrt bi bilo... Ali pa čist mogoče par primerškov, če imaš, ne vem, ja, kaj ti laži. Sorry. Ne vem, načrt je v resnici to, kako bomo prišli do nekoga, pa s kakšno vsebino bomo zdaj nagovorili. Se pravi, prej sva govorila samo o podjetjih, mi moramo prej tudi določiti, kjero točno osebo bomo nagovarjali. Se pravi, tako kot sem že prej povedala, kako bomo prišli do vsake te posamezne osebe, s kakšno vsebino jo bomo nagovorili. To je ta korak, basically. Je pa najbolj mogoče kompleksen in obsežen korak, ker je potrebno pripraviti. Okay. In ta del, torej, kdo so te osebe, to pri nas to je, ker največkrat po LinkedInu iščemo. Torej. Kdo je v posameznem podjetju vodja prodaje, kdo je vodja nabave, kdo je, ne vem, direktor IT-ja. Vse te vloge, ki nas zanimajo, ki smo jih prej definirali, da jih rabimo vključiti, ki so vključene v proces nakupa. Tako je. Ok, zdaj imamo načrt. Pomno pa zdaj verjetno kaj? Pripravite vsebine. Ali pa kjer vsebine rabimo za tak načrt? Mislim, ne bi rekla kjerkoli vsebine, kar si, ne vem, kar nam je v navadi pripravljati. Lahko začnemo s članki, lahko so to e-booki, lahko so to razne raziskave, lahko so poročila konkretno za neko podjetje, lahko je personaliziran landing page, lahko je pa nekaj, kar mi že pripravljamo, kar bomo sam prilagodili za te ljudi, ali pa persone, ali pa kakorkoli jih imenujemo. Se pravi, ni toliko bolj kakšna vsebina, ki nagovarja neke njihove izzive, v kakšni obliki pa zdaj malo tega, kaj nam je bližje in kar nam je v mejah zmožnosti. Verjetno ne bo šlo vsako podjetje pripravljati podcast, to ni smiselno, če ga pa imamo, pa super, dajmo uporabiti to, dajmo z določenimi ceki ali pa z tem, da rečeš nekomu, daj pogledajo 10 do 15 minute, dajmo to uporabiti in pač s tem nagovoriti ljudi. Okay. In to zdaj naredimo za vsak account posebej ali za neke segmentke? Ja, mislim, zdaj, v idealnem svetu bi res naredil za vsak account posebej nek načrt. Začnimo pa s tem, da naredimo za neke segmente ali pa vsaj za neke industrije, dajmo čim bolj ložati, da pridemo do čim bolj personaliziranih načrtov za posamezna podjetja. Ok. In pol to začnemo izvajati? Pa to začnemo izvajati, pa tukaj je pa res, tukaj pa pride, če smo prej zelo bili na tem modelu, kaj veliko tega pripravi marketing, tukaj pride res pol prodaja v ospredje, ker pač je treba navezati prve stike in to lahko naredijo prek LinkedInov ali pa nekih digitalnih omrežij, ali pa pač čist klasično, tako kot nekoč, da grejo na neke dogodke, kjer se zbirajo njihove potencialne stranke in jih tam probajo nagovoriti. Tako da to je ta prvi korak, ki ga je treba narediti, pa še naslednji korak, ki pa ni vmes nobene ločnice, ki je pa pač, ko pa imaš prvi stik, pa neguj ta odnos do tega, da boš prišel do prvega sestanka. Ni pa to, da vse to naredi prodajnik sam in ročno, glih tukaj je ta lepota account-based marketinga, da vmes pa lahko spustimo kakšno sekvenco avtomatiziranih sporočil, ki deluje, kot da je prodajnik sam napisal in da govori direktno drugi osebi in si na tak način lahko pomagamo, da lahko nagovorimo veliko več ljudi. Cool. Zdaj si probal malo zvizualizirati ene ključne točke. Sprav, si osredotočen, podjetje je osredotočeno na nekoga, pa greš na tistočen dotično osebo v določenem podjetju oziroma odločevalce, jim personaliziraš, personalizacija zelo točno to, kar pač oni želijo slišati, oziroma te njihove pain pointe iz njihovega job profila, se pravi, tako se rekla. In to pa naprej še v bistvu gradiš nek odnos. Odnosi vemo, da ustvarjajo dolgoročno najboljši posel in priporočila in tako naprej.